Celjski pokrajinski muzej na območju Kareja 9 začel z arheološkimi raziskavami. Z uporabo simulacijskih naprav do večje prometne varnosti. Etno odbor Možnar bo aktivno vključen v dogajanje na 52. festivalu Laško pivo in cvetje. Knežje mesto bo do nedelje gostitelj ekipnega mladinskega evropskega prvenstva v šahu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v informativni oddaji Dogodki dneva. Mestna občina Celje je skupaj z izvajalcem raziskav Pokrajinskim muzejem Celje začela izvajati predhodne arheološke raziskave na območju Kare 9, ki zajema območje med Stanetovo, Aškrčevo, Cankarjevo in Levstikovo ulico. Sondiranje na 3 delih parkirišča na Aškrčevi ulici bodo izvajali od danes do predvidoma 15. avgusta. Javna agencija za varnost v cestnem prometu je minuli konec tedna v Celju pripravila predstavitev simulacijskih naprav, ki so jih mimoidoči lahko poizkusili in se tako na varen način znašli v situacijah, ki večkrat pripeljajo do prometnih nesreč. Da se te še vedno dogajajo zaradi neupoštevanja cestnoprometnih pravil, dokazuje statistika. Prevelika hitrost, neprimerni premiki z vozilom in vožnja pod vplivom alkohola so najpogostejši vzroki prometnih nesreč. Strokovne službe večkrat voznike in ostale udeležence v prometu na varnost v prometu opozarjajo z raznimi preventivnimi akcijami. V tem času poteka 7 vseslovenskih preventivnih akcij s sloganom "Če si divjak, nisi junak, bodi superjunak in z odgovorno vožnjo rešuj življenja". Namen preventivnih akcij je vsakič opozarjati ljudi o tem, kako pomembno je, da se znamo obnašati v prometu in da cestna pravila niso sama sebi namen. Z preventivnimi napravami pokažemo različne nevarnosti v prometu, zakaj je pomembna uporaba varnostnega pasu, zakaj je prehitra vožnja lahko nevarna in tako naprej. Morda še bolj kot drugod v življenju v prometu štejejo sekunde, metri in kilometri na uro. Vsak kilometer lahko naredi veliko razliko. Recimo, če čisto konkreten primer povemo, pri 30 km na uro v naselju se do ovire oziroma recimo do pešca, do prehoda za pešce ustavimo nekje v 13 metrih, kar pomeni, da s 30 km na uro varujemo življenje. Če to hitrost povečamo na 40 km, to pomeni, da smo mi pešca zbili s hitrostjo 35 km na uro in se je naš avtomobil ustavil šele pri 20 metrih. Kar pomeni, da so posledice teh samo 10 km na uro zelo velike. V Celju so mimoidoči imeli priložnost preizkusiti naprave, ki so simulacijsko prikazale nesrečo v cestnem prometu. Pa jim takšne izkušnje potrkajo kaj na srce? Načeloma se začnejo malenko zavedati, kaj to pomeni hitrost. Same hitrosti se premalokrat zavedamo. Za našo napravo za letalček, ki prikazuje trk nekje od 9 do 11 km na uro, pa obiskovalci vidijo, da dejansko že ta zelo majhna hitrost pomeni kar velik udarec in da je zelo pomembno, da imamo pravilno pripet varnostni pas, ki nas pač obvaruje pred morebitnimi poškodbami. Varnost v cestnem prometu se nam morda zdi nekaj samo po sebi umevnega. Večkrat sploh ne razmišljamo, da smo zanjo v prvi vrsti odgovorni sami. Da na to prevečkrat pozabimo, govori podatek, da so policisti ob nedavni akciji, v kateri so preverjali vožnjo z upoštevanjem omejitev cestnih hitrosti, v enem dnevu po vsej Sloveniji zaznali kar 5360 prekoračitev dovoljene hitrosti. Z današnjim dnem odprtih vrat Laške pivovarne ter dnevom Laščanov na občinskem dvorišču se začenja 52. festival Laško pivo in cvetje, ki ga bodo uradno odprli jutri zvečer. Pri organizaciji največje tovrstne prireditve v Sloveniji ima vsako leto pomembno vlogo tudi etno odbor pri Zvezi Možnar. Zveza Možnar vsako leto skrbi za etnografski del piva in cvetja. Letos ne bo nič drugače. To je 3-dnevna prireditev Lepo je res na deželi, kjer na prizorišču, ki je oblikovano kot vas, skupaj z odrom, vaško gostilno, pa tudi ponudniki in domačimi mojstri rokodelci predstavljamo šege, običaje, plese in pesmi. Tu se bodo predstavile tudi godbe, plesalci, folklorne skupine,
pa seveda tudi ljudski pevci, ljudski godci, tisti, ki bojo izdelovali ljudska glasbila. Vsi ti 3 dnevi bodo posvečeni oziroma bo tematika na temo naših prikazov. To je 10. obletnica Anzekovega pohoda in 20. obletnica Martinovega v Laškem. Mogoče bo zanimivo prav to, da bomo sredi julija predstavljali šege, ki so se dogajale v času Martina, ki goduje novembra. Prireditve Zveze Možnar bodo vrhunec doživele v nedeljo, ko bodo na Ohceti po Stari Šegi poročili že 48. par. Letos se bosta poročila domačina Saša Žvegler in Ivan Benkič. Zveza Možnar vsako leto tudi pripravi razpis, ravno zaradi tega, za to željo, da resnično se par, ki se ima namen poročiti, pač poroči. Če pač ne bi nikogar izbrali oziroma se ne bi nihče prijavil, potem bi bila pa igrana. Izvajali bi jo pa kljub vsemu. Namreč scenarij, če lahko tako rečem, za to Ohcet sta pripravila Irena Mule in Jure Kraševec po zapisih župnika Ripšla, ki je bil neke vrste kronist, se pravi, da gre za res igrano delo, skoraj da igrano delo po zgodovinskih zapisih. Se pravi, tu bo predstavljena Ohcet, kot je potekala na tem območju nekje ob koncu 19. stoletja. Zveza Možnar bo v nedeljo z 11 vozovi sodelovala tudi na etnografski povorki ob zaključku letošnjega Piva in cvetja. V Celju se je v nedeljo začelo ekipno mladinsko evropsko prvenstvo v šahu, ki bo trajalo vse do nedelje 17. julija. Pri moških se za odličja poteguje 12 moštev, v ženski konkurenci pa nastopa 14 reprezentanc. V slovenskem taboru veliko pričakujejo predvsem od predstavnic nežnejšega spola. Apetiti v ženski ekipi so veliki predvsem zaradi Laure Vnuk, ki je leta 2014 s komaj 14 leti postala mladinska svetovna prvakinja do 16 let. Ja, nobena velika skrivnost ni, da so naša glavna pričakovanja povezana s puncami. Imamo namreč že kar zadnjih nekaj let odlično generacijo mladink. Tukaj je seveda prva ekipa, na čelu katere je nekdanja svetovna mladinska prvakinja Laura Vnuk seveda in bo skupaj s Tejo Vidic, našo drugo tudi državno člansko reprezentantko, ne samo mladinsko, torej skupaj bosta tvorile po mojem mnenju naš največji udarni adut za medaljo, dajmo reči, na tem tekmovanju, ker je konkurenca tudi pri puncah precej izenačena, 14 ekip, 8 med njimi, nekako jaz računam, da lahko poseže celo do medalje. Eno medaljo s tovrstnih tekmovanj Slovenija že ima. Leta 2014 sta prav Laura Vnuk takrat v paru skupaj z Ivano Hreščak osvojili naslov evropskih ekipnih prvakinj, tako da jaz upam, pričakujem eno medaljo tudi letos. Kar se tiče fantov, 2 fantovski ekipi sta postavljeni pred začetkom tekmovanja bolj na repu razpredelnice, če gledamo te rejtinške sezname, ampak kar se tiče njih, jaz računam, da se bodo borili in izboljšali svoje začetne položaje. V nasprotju z moštvenimi športi, kjer je domač teren lahko velikokrat velika prednost, pri šahu temu ni ravno tako. V šahu do zdaj se je izkazalo praviloma, da temu ni čisto tako, da so drugačni pritiski in da domače ekipe, domači igralci niso v večini primerov dosegali boljših rezultatov zaradi tega, ampak jaz vseeno mislim, da igrati na domačem prizorišču je čast za vsakega športnika in jaz upam, da bodo naši to znali ceniti, upoštevati in se bodo, kot rečeno, borili po svojih najboljših močeh. Slovenija je pred 3 leti mladinsko evropsko prvenstvo gostila v Mariboru. 3 leta kasneje je svojo kandidaturo pri Evropski šahovski zvezi uspelo tudi Celje. Mi smo zelo ponosni, da to tekmovanje smo nekako dobili v Celju samem. Bili so to, bom rekel, že 2-letne priprave
Vsake 2 leti pač Evropska šahovska zveza nekako daje pogoje za te tekmovanja in nekako mi smo najbolj zadostili vsem tem standardim in zato tudi smo postali sami organizatorji tega tekmovanja. Šahisti so tudi, bomo rekel, to je posebna subkultura, ki pač potrebuje neke določene pogoje za igranje same in vsak preprosto ni sposoben zagotoviti tem standardom in moram reči, da smo se mi zelo potrudili, da smo nekako šahistom to omogočili in moram reči, da po prvih ocenah so zelo zadovoljni, da so tu pred nami. Po besedah organizatorjev slovenski šah stik z evropskim in svetovnim vrhom v zadnjih letih drži predvsem po zaslugi izjemnih rezultatov Laure Vnuk. To nas nekako žene naprej, da še bolj trudimo, ker nekako, če tega nekako ne bi imeli, bi Slovenija nekako nazadovala. Druge države so nas kar prehitevale, ampak nekako skozi to smo dobili dodatno voljo in smo recimo nekako z našim predsednikom gospodom Subotičem nekako eno strategijo potegnili, da moramo malo več delati na šahu, da se tudi nekako šah vrne tudi v Slovenijo, tako je bilo že včasih. Mladinsko evropsko prvenstvo v Celju zagotovo pomeni priložnost za popularizacijo tega športa v regiji in celotni državi. Tega se dobro zavedajo tudi v domačem celjskem šahovskem klubu. Torej, celjski klub, moram tu v prvi vrsti zelo pohvaliti gospoda Zorkota, ki dela z mladimi, tudi vidni so uspehi na državnem prvenstvih. Vse stoji na mladih, mi, ko smo malo starejši, rabimo naslednike za šah, ker šah v Celju je bila že dolgoletna tradicija, tako je bilo rečeno, že 80 let smo praznovali, to redko kjer klub v Sloveniji tudi to doživlja in to nas sigurno žene naprej, tako da imamo voljo in veselje, da to še več naredimo, kot smo do zdaj. Vsi tisti, ki se ne boste odločili za ogled partij v hotelu Celeja, lahko vse partije spremljate v živo na spletnih straneh Šahovske zveze Slovenije in čez24.com. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Predvsem na Primorskem bodo dopoldne vmes tudi nevihte. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Proti večeru se bo na zahodu delno razjasnilo, ohladilo se bo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Predvsem danes popoldne in zvečer ter tudi v noči na četrtek pa so možna krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra in točo. Ob tem so možni hitri porasti hudourniških vodotokov. V petek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo ponekod nastale krajevne plohe, pihal bo severovzhodnik. V soboto bo na vzhodu nekaj več oblačnosti, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Toliko, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v tokratni informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami, bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.